Prosili ste me, da vam posnemam kakšno nalogo iz tretjega dela, zato vam bom posnela tretjo nalogo na strani 64 v repetitoriju. Naloga se glasi, da imamo neko funkcijo povpraševanja, kd je 10 minus 2c, in pa funkcijo ponudbe, ki se glasi, ks je 1 plus c. Pri takih nalogah si vedno narišite graf. Mi vemo, da iščemo ravnotežno ceno in količino, kar pomeni, da iščemo presečišče med krivuljo ponudbe in krivuljo povpraševanja. Ker seveda ravnotežna cena in količina ležita na obeh krivuljah, lahko preprosto izenačimo krivuljo povpraševanja z krivuljo ponudbe, da poiščemo presečišče. Tako dobimo 10 minus 2c je 1 plus c, kar lahko potem še poračunamo in dobimo, da je cena 3. Torej, cena ravnotežna je 3. Potem pa lahko to ravnotežno ceno vstavimo v katerokoli izmed funkcij, saj seveda tudi ravnotežna količina leži na obeh krivuljah in tako dobimo ravnotežno količino. Mogoče je lažje, da jo vstavimo v krivuljo ponudbe, kar dobimo 1 plus 3 je seveda 4. Potem nas B del naloge sprašuje, kolikšna sta presežna ponudba in presežno povpraševanje pri ceni 4. Tukaj si lahko z drugo barvo na grafu označimo ceno 4 in pogledamo, kaj se bo zgodilo. Pri ceni 4 bomo imeli neko ponujeno količino in neko povpraševano količino in že zdaj vidimo, da bo ponujena količina večja od povpraševane količine. In razlika med ponujeno in povpraševano količino pa je presežna ponudba oziroma presežno povpraševanje pri tej ceni. Torej, če želimo izračunati presežno povpraševanje in presežno ponudbo pri ceni 4, preprosto vstavimo ceno 4 v vsako od krivulj, da dobimo povpraševano in ponujeno količino pri ceni 4. Ko vstavimo ceno 4 v krivuljo povpraševanja, dobimo, da je povpraševana količina 10 minus 2 krat 4, kar je 2. Ko pa vstavimo to ceno v krivuljo ponudbe, pa dobimo, da je ponujena količina 1 plus 4, kar je 5. Te dve številki lahko vrišemo tudi v graf in torej vidimo, da je pri ceni 4 ponujena količina 5, povpraševana količina 2, presežna ponudba oziroma presežno povpraševanje pa je samo razlika med njima. Torej, presežna ponudba pri ceni 4 je 5 minus 2 je 3, presežno povpraševanje pa je 2 minus 5 je minus 3. V resnici gre za pomanjkanje povpraševanja oziroma manko povpraševanja. Presežno povpraševanje in presežna ponudba pri neki določeni ceni imata vedno enako absolutno vrednost, razlikujeta pa se samo v predznaku, kot vidimo tudi na tem primeru. Poleg tega lahko tukaj še povemo, da lahko torej tudi ravnotežno ceno določimo kot ceno, pri kateri sta presežna ponudba in presežno povpraševanje nič. Potem nas C del sprašuje, da izračunamo točkovno elastičnost povpraševanja pri ravnotežni ceni. Naša krivulja povpraševanja je še vedno 10 minus 2c, naša ravnotežna cena pa je 3, ravnotežna količina pa je 4. Mi vemo, da lahko točkovno elastičnost zapišemo takole, torej gre za koeficient, ki meri, koliko procentov se spremeni povpraševana količina, če se spremeni cena te dobrine. Za točkovno elastičnost imamo tudi formulo, torej odvajamo funkcijo povpraševanja po ceni in potem pomnožimo z ceno ulomljeno z količino. Če zdaj to mi tudi poračunamo, vemo, da odvod naše funkcije povpraševanja po ceni dobimo minus 2, notri pa potem vstavimo našo ravnotežno ceno in količino, torej dobimo 3 ulomljeno z 4. To je torej 2 krat 3 je 6 ulomljeno z 4, minus seveda je minus 1 polovica. Kot smo povedali tudi na vajah, ima lastna cenovna elastičnost skoraj vedno negativen predznak. Če ima pozitiven predznak, gre za Giffenovo dobrino, vendar je to izjema. Nas pa zato zanima,
kakšna je absolutna vrednost našega koeficienta elastičnosti. Torej, absolutna vrednost minus 1,5 je 1,5, kar je večje od 1 in to pomeni, da je naše povpraševanje elastično. D-del pa nas potem sprašuje po razponski elastičnosti povpraševanja, če se cena poveča iz 3 na 4. Torej imamo cena 1 je 3, cena 2 je 4. Odprej tudi že vemo, da je količina 1 4, količina 2 pri ceni 4 pa je 2. Na podoben način lahko zapišemo našo formulo za elastičnost, torej imamo v imenovalcu procentualno spremembo cene, v števcu pa procentualno spremembo količine. Vendar zdaj pri razponski elastičnosti računamo elastičnost na razponu, kar pomeni, da imamo namesto odvoda spremembo količine vlomljeno s spremembo cene krat ceno vlomljeno s količino. Ta del je pa enak kot prej. In mi zdaj vemo, da se naša količina očitno zmanjša za 2, cena pa se poveča za 1. Tukaj pa potem pri razponski elastičnosti pride do problema. Namreč v ta drugi del, ki sem ga zdaj obkrožila z rdečo, lahko vstavimo različne količine in cene. Že tukaj vidimo, da imamo na voljo 2 različni ceni in 2 različni količini. Torej lahko vstavimo notri prvotno ceno in količino ali potem ceno v drugem obdobju oziroma v drugi situaciji in količino v drugi situaciji. V knjigi piše, da lahko vstavimo tudi nižje cene in količine ali višje cene in količine ali pa povprečje. To pa pomeni, da odvisno od tega, katere številke bomo vstavili, različen bo tudi koeficient elastičnosti, ki ga bomo dobili. Na vajah smo mi rekli, da bomo vstavljali notri povprečje, tako da bomo to naredili tudi zdaj. In če vstavimo noter povprečje cen, dobimo 3 plus 4 polovic, vlomljeno z 4 plus 2 polovic. Poračunamo, dobimo minus 2 krat 7 šestin, to pa je minus 2,33. V repetitoriju imamo za razponsko elastičnost rešitev minus 1,5, kar pa dobimo, če notri vstavimo začetno ceno in količino. To lahko poskusite zračunati sami. Še vedno pa je zaključek enak, torej tudi če bi dobili razponsko elastičnost minus 1,5, bi to bilo absolutno večje od 1, kot tudi v primeru, ko dobimo minus 2,33, kar pomeni, da gre za elastično povpraševanje. Potem pa imamo še E-del, ki nas sprašuje, da izračunamo potrošnikov dobiček pri ceni 2. Spet si lahko narišemo graf. Mi vemo tudi, da je potrošniški dobiček lahko grafično predstavljen za ploščino tega trikotnika. To pomeni, da lahko tudi to ploščino trikotnika zračunamo. Najprej moramo najti ustrezno povpraševano količino pri ceni 2 in pa začetno vrednost te funkcije povpraševanja, zato ker bomo potem ugotovili, kje ta funkcija seka našo y-os, da bomo lahko dobili obe stranici trikotnika. Torej, če začnemo s tem, da najdemo ustrezno količino, imamo še vedno našo funkcijo povpraševanja. Če vstavimo torej notri ceno 2, dobimo, da je povpraševana količina 6. Da začnemo začetno vrednost, pa lahko v funkcijo povpraševanja vstavimo notri količino 0. Torej, nas zanima, kakšna je cena pri količini 0. In dobimo, da je cena 5. Zdaj pa lahko zračunamo brez problema tole ploščino. Lahko si predstavljamo, da imamo v resnici pravokotnik, ki ima stranico A dolgo 6, stranico B pa 5 minus 2, torej 3. Potrošniški dobiček je torej 3 krat 6 polovic, to pa je 9.